Dragi osnovnošolci, učiteljice, učitelji ter knjižničarke, lep pozdrav. V imenu knjižnice Brežice vas prav vse lepo pozdravljam. Pozdravljam pa lepo tudi današnjega gosta, gospoda Primoža Suhadolčana. Vstopili smo v april, mesec, ko se ves svet intenzivne vrti okrog knjig. Današnji dan je posvečen prav mladinski književnosti, ki je namenjena vsem vam, mladi bralci. Ob tej priložnosti v knjižnici Brežice zaključujemo za to šolsko leto z bralnim programom Lov za knjižnim zakladom, ki je namenjen vsem učencem 2. in 3. triade. Tisti, ki ste začeli brati že, lahko berete še naslednje leto in dokončate. Lahko naslednje leto ponovno začnete. Berete celo življenje. In tudi letos smo v goste povabili gosta, da vam bo podelil priznanja, ki jih boste dobili vsi tisti, ki ste zaključili. Letos vas je zaključilo kar 35. Kot sem rekla, v tej priložnosti smo v goste povabili mladinskega pisatelja, ki zase pravi, da je zasvojen z branjem, da bere vse, kar najde, a najraje v roke vzame prav knjigo. Med mladimi bralci je poznan in priljubljen predvsem kot avtor številnih del, kateri stil pisanja lahko označimo kot akcijska komedija ali pa domišljijski humor. Za svoja dela je prejel že kar nekaj priznanj in nagrad. Verjetno ste katero od njegovih knjig prebrali tudi sami. Sedaj pa mu predajam besedo. En aplavz za šefico. Najprej se moramo sicer pripraviti, da smo lažje tepli. Ampak obljubim, da se bomo kulturno tepli. To je kulturna prireditev. Malo sem spuštran, pa že bo. Ja, ko sem po avtocesti 570 peljal, me pa lase tako nazaj metali. No, jaz sem že bil pri vas, ampak to je bilo res pred davnimi časi. Pred davnimi časi. Takrat, ko so še dinozauri letali čuti. Zato se bom čisto na kratko predstavil, torej moje ime je Primož, kličejo me še vse sorte. Imam še veliko drugih imen, kličejo me Piki, Piši, Penzel. Čopično! Kaj naj še povem o sebi? Gospa Kršica, šefica za knjige, ne vem, kolikokrat mi je rekla, da moram nekaj o sebi povedati. Bom pa povedal. Zato, da se boste potem v šoli učili. Torej, velik sem 186 cm, težek sem malce malo manj, pa malce malo več. Številka noge 45. Kaj bi še moral povedati? Moja najljubša domača žival je hladilnik. Moj najljubši šport je napad na hladilnik. Ja, pa ker seveda danes je mednarodni dan knjige in seveda smo tudi v knjižnici, moram tudi povedati, katera je moja najljubša knjiga. Moja najljubša knjiga je pa Jedilni list od kitajske restauracije. Tako sem rekel, jaz sem bil tu pred davnimi časi in vem, da živite v enem takem velikem mestu, že takrat je bilo to veliko mesto. Nebotičniki, podzemna železnica, živalski vrt. A nimate živalskega vrta?
Ja, domače živali pa imate, a ne? Vem, da imate vse sorte domače živali. Imate to kako nenavadno domače žival? Kokoš je zelo nenavadna domača žival. Kaj imaš ti? Kokoš je nenavadna domača žival, piščanec je pa mala domača nenavadna žival. Ja, imate kaj posebnega? Kaj imaš ti? Prašič je tudi nenavadna domača žival. Ja. Veš, ko te bo učiteljica pri slovenščini učila, kako se deli beseda prašiček? A veš, kako se deli prašiček? Kako? Kako? Prašiček. Narobe. Prašiček se deli čisto drugače. Prašiček se deli na klobase, na salame, na špek. No, jaz sem si želel, da bi imel doma domačo žival. Vse veste, pri hiši mora biti kakva domača žival, ne? Pa sem prišel do očija, pa sem rekel, oči, jaz bi imel pa eno domačo žival. Pa je rekel, oči, ja pa sej mi imamo polno lepih domačih živali pri hiši. Ja, kaj pa imamo? Imamo same lepe domače živali. Imamo domače pajke, imamo domače komarje, imamo domače muhe, imamo domače mravlje. To so lepe domače živali. Pa sem rekel, oči, ne, oči, jaz mi pa tako prav domače žival, oči, odlično. Pa sem začel pa setnariti. Tako vi znate setnariti, če hočete kaj dobiti. Oči, ti si moj najljubši, oči, vse bom naredil, nalogo bom naredil, samo bom pospravil, samo kupi mi. In tako dolgo sem setnaral, da so se me naveličali in potem so me pelali v trgovino, tam, kjer imajo domače živali, to poznate. Ampak ves čas, ko sem jaz hodil tam po trgovini, iščem, gledam, izbiram, ves čas se za mano sliši. Mene kupte! Pogledam, papagaj. Sem rekel, zakaj bi mi tebe kupili? Ja, zato, ker znam vse! Pa dobro, kaj pa najbolj znaš? Najbolj znam pa 5 pesmice. Res? Kake pa? Same lepe! Fajn, pa da to je eno. A lepo? Eno lepo. A ki lepo? Po morju plava kit, iz vode kaže vid. Čak, to pa ni lepa pesmica, ne? Ni! Ne pa ni! Okej, za vas je lahko lepa, za mene pa ni bila lepa. Kaj pa, če bi jaz tega papagaja vzel domov? Pa ga bi jaz učil tiste lepe pesmice, a ne? Čuk se je oženil, pa na planicah, da nimaš kaj falit. Pa bi midva potem nastopala, pa bi midva fajn kasirala, pa bi midva imela veliko denarja, pa si bi lahko jaz nov bicikl kupil. Takrat, če jaz nisem pogruntil, da si tale papagaj rad pesmice kar takole po svoje zapoje. Na planica pa so čecesije, tam živijo divje svije. Pa kaj se vi temu smite? Rekel, ne. En papagaj me pa ne bo. Sem ga začel resno učiti. Od jutra do večera, od spred, od zadnje in še enkrat od začetka. Ampak bolj sem ga učil, slabše je bilo. Bila je huda mravljica, 6 črnih nog je imela, fižolo je pohrustala, celo noč prdela. Celo zimo sva se učila, prišla pomlad, jaz sem rekel, zunaj je pomlad, zunaj je sonce, zunaj je pomlad, midva greva nastopat, jaz rabim novo kolo, kar bo, pa bo. Greva midva stricu in teti, strici ima denarja kot solate, on bo dobro plačal. Drage gledalke in dragi gledalci, tukaj pred vami je prvi pojoči papagaj na svetu. Zapel vam bo venček lepih melodij. Stric je gol na zgornjem koncu, njegova pleša sveti se na soncu.
Stric izgubil je lase, kot plešaš črn v službo gre. Stricu so se vlile solze, se je začel v klet in ga ni bilo več ven. Teta pa kar kletlo, ko. Da je lepa, kot kisla repa. Naslednji trenutek sva že bežala, jaz skozi okno, on skozi vrata. In kjerkoli sva bila, kamorkoli sva prišla, vedno je imel kako pesem. Ni mogo biti tiho. So šli tisti tamali iz vrčica, so se držali za štrik, so šli 2 po 2. In rekel, Lečetica, naša četica koraka, dokler sak se ne pokaka. Strumno in veselo za njimi posmrdela. če ga ne bo zaprl policaj, ga bom pa jaz zaprl. Pa sem ga zgrabil in sem ga potisnil v kletko, pa na kletko ga napisal zapor. Ampak naslednje jutro, ko sem prišel pogledat, papagaja ni bilo nikjer več. Zginil. In dolgo časa nisem vedel, kje je. In dolgo časa nisem vedel, kaj dela. Nazadnje pa sem ga le videl. In veste, kje sem ga videl? Na televiziji! A si morate misliti, danes lahko že čisto vsak papagaj pride na televizijo. Pa ne samo to. Na televiziji je imel celo svoj nagradni šov, ki se je začel takole. Drage gledalke in dragi gledalci, spoštovana publika, drage dame in gospodje, čas je za igro. Papagaj ima talent! Če pa želite kaj več o tem papagaju zvedeti, pa si pogledajte v živalske novice. A želite kaj več zvedeti? Ja! Potem pa pogledajte v živalske novice. Ne hecam se. A res želite še več zvedeti o njemu? Ja! Zdaj ja, ne? Ja! Potem pa res morate iti v knjižnico in si vzeti živalske novice in preko prebrati. Ne pa, veste kaj, vse vam tudi ne moram povedati, ker verjetno znate brati. Če ne znate brati, ne vam pa mama prebere. Če mama ne zna brati, ne vam ati prebere. Če ati ne zna brati, ne vam poštar prebere. Če poštar ne zna brati, ne vam policaj prebere. Če policaj ne zna brati, ne vam učiteljica prebere. Če pa učiteljica ne zna brati, potem vam pa takoj tako ni pomoči. Za druge pisatelje ne vem, pa za druge knjige tudi ne vem, ampak za moje knjige pa lahko trdim. Vse, kar je napisano v mojih knjigah, je resnica, samo resnica in nič kaj drugega kot resnica. Sedaj bom prosila gospoda Primoža Suhodolčana, da vam bo podelil priznanja. Vsi tisti, ki ste uspešno prebrali vseh 6 knjig in prinesli kartonček v knjižnico, boste danes prejeli priznanje.